večer, cenjene gledalke in gledalci, in dobrodošli v zadnji oddaji Koktajl v tej sezoni, kar pa še ne pomeni, da bomo poletje in da takrat ne bomo nič delali. Vsak torek bomo za vas pripravili ponovitve najzanimivejših oddaj. Še preden pa vam zaželim lep dopust in užitkov polno poletje, bomo skupaj vse tja do 9. In kdo vas bo ob gostih in nagradnih igrah nocoj še zabaval? To je glasbenik, ki se je igranja na violinu naučil kar v sanjah. Cigane ljubят vina, a vinje nie plastire. Cigane ljubят vina, a vinja je. Mama, 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 ljubim cigana Jana. O mama, 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 ljubim cigana Jana. O mama, 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 ljubim cigana Jana. O mama, 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 ljubim cigana Jana. Cigane ljubят čergi, a čergi ne plastire. Cigane ljubят čergi, a čergi udavije. Mama, 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 ljubim cigana Jana. O mama, 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 ljubim cigana Jana. O mama, 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 ljubim cigana Jana. O mama, 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 ljubim cigana Jana. Mama bela calma, malamangue brownie, brilhante na mirauhi, malamanga mama mama mama, cigana Jana, oh mama mama mama, ljubim cigana Jana, oh mama mama mama, ljubim cigana Jana, oh mama mama mama, ljubim cigana Jana. Cigane ljubят žene, a žene ne plastire. Cigane ljubят vina, a vina ne gastiva. Mama, 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 ljubim cigana Jana. O mama, 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 ljubim cigana Jana. O mama, 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 ljubim cigana Jana. O mama, 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 ljubim cigana Jana. Ljubim cigana Jana. Ljubim cigana Jana. Ob sebi pa zdaj pozdravljam Mariborčana, reperja, ki želita mlade po letih in mlade po srcu spodbujati, naj se borijo kot levi srčni. Tilen in Tine, dober večer. Dobro večer. Vidva sta, v bistvu, vajna vzdevka sta Tropski and Night. Ja. To gre v bistvu za vajne vzdevke ali je to nek alter ego? Ja, zdaj v bistvu tak je, ne vem, jaz sem do mojega vzdevka recimo prišel že v osnovni šoli, v bistvu so premešane črke mojega imena. Tine, Night. V bistvu gre za to, da sem, ne vem, s sošolcem sva risala neke skice za grafite v osnovni šoli v 5. razredu in si rabo pač nek vzdevek, da si pač lahko ga risal. Ja, ampak reperji po večini imajo vzdevke. Ne, v bistvu noben reper nima svojega imena, ne? To ni res, mogoče. Imajo. Zlatan Čordić, recimo. Aha, okej. Ampak po večini, recimo, vzemimo večino, ne, pa vsi imajo neke vzdevke.
Zakaj? Ja, v Ne bistvu moreš gre za- recimo reper Tine. Ja, reper v bistvu Tile, gre za nek ne? alter ego. Ja. Ja, ni cool, ne, se v tem je problem, ne. Ja. V bistvu, ko si reper, v bistvu ustvariš nek lik, v bistvu mogoče, ki rabi neki alter ego, da predstaviš ljudem, da je vseeno na Da nek se način mogoče malo zanimivo. skriješ, ne, da v bistvu... Pa ne, da se skriješ, jaz mislim, da se še bolj odpreš, ne. Kot reper si kar na očeh, ne, ker v bistvu vseeno več poveš kot v vse ostali glasbi, pa ne me zdaj narobe razumeti, ampak Kritičen si, ne. kritičen si tudi do samega sebe, v bistvu, ko govoriš v besedilih določene stvari, ne. Je nujno, da se reper začne razvijati tam nekje v osnovni šoli, ali sta vidva tudi morala igrati na začetku harmoniko? Jaz sem, na primer, z sošolcem pač začel, on je imel kitaro, pa je pač špilo, pa električne bobne smo imela, pa smo tako pol beat naredila, v bistvu, ne, pa smo začela repati. Aha, torej si že v osnovni Jaz sem šoli? v osnovni šoli sem že imel na kaseti take posnetke, pa sem nosil šolo, pa smo poslušali na Walkmanu, ne, tako da takrat sem jaz začel v bistvu, ne, ampak pol pa čez leta pa smo se spoznala, pa sem pač rekla, da bomo nekaj skupaj naredila in evo ga, album je na mizi, ne. Ja, točno moram ga pokazati, ne. To je 14 skladb, intro se šteje kot skladba, ne? Je skladba v bistvu intro. Torej, 14. skladba se imenuje Lev je srčen. V bistvu gre tudi, posnela sta videospot Ja. za tega. Celo dobil je, pazi, MTV Music Play Award z To pa je MK. dobila Betonska šuma, ja. A Betonska šuma? Ja, to pa je ena druga pesem, v bistvu, to pa je pač ena zgodba o skajtanju, pač jaz sem bil skajter full časa, 10 let sem skajtal, potem sem si jo pač gležne polomil, pa sem rolko dal v kot, ne. Pa sem začel muziko delati bolj, ne, tako da, ja. Ti tudi si skajtal? V bistvu oba dva izhajamo nekako iz teh krogov, ne, ker je to v bistvu vseeno bilo nekako v tistih časih povezano. Skajtal si, poslušal si določeno vrsto glasbe in pol si Ponavadi pač... hip-hop, ne? Ni Ja, v nujno, v bistvu, jaz sem takrat v bistvu igral električno kitaro, bolj poslušal neki rock, ampak tudi z rapom se je takrat začelo, ja. Zdaj, kako izgleda recimo neko vajno ustvarjanje? Sama pišete besedila ali Ja. lahko reper, ne? Je to sploh legalno? Recimo moralno legalno, Ja. da reper plača nekomu, da mu napiše? To se v Ameriki ful dela, ne, v bistvu, ne, tudi dela, v bistvu, da so plačani tekstopisci, ne, ko jim napišejo celi štikli, ne. Vidva sta že komu Ne, ni dva še nismo, Ne, tako mislim, da meni je nisem- to pač... Jaz pač sebe dam, ne, v to, ne, mislim, meni je, da mi nekdo drug tekst napiše, nisem več to jaz, ne. Kaj želita vidva? Jaz sem na začetku rekel, ne, da želita mlade in mlade po svetu spodbujati, naj se borijo kot levi srčni. Ja, pač, ker so danes taki časi, vsi vemo, da ni rožnato in moraš biti močen v sebi in verjeti v svoje sanje, v to, kar delaš, da ti mogoče pa le lahko uspe, ne. In jaz mislim, da je to sporočilo celotnega albuma in tudi tega singla Lev je srčen. Misliš, da dejansko lahko ljudje, samo da imajo željo, da lahko... Jaz mislim, da se vse začne tu noter v glavi, ko ti začneš verjeti v določene Kaj pa, če je tam stvari. prazno? Potem pa je problem, ja. Potem pa problem, ne? Ja. Veš kaj, ta rap scena, ne, v bistvu, da ste vidva sploh lahko reperja, ali pa postala, ne, reperja, prvič ste morala imeti neko sceno za sabo, ne, pa mogoče nekaj slovenskih izvajalcev, to je bolj tako, se mi zdi, ne. Pa še ti reperji slovenski, se mi zdi, da so vsi med sabo poskregani. Ja, to je zdaj tako, v bistvu... Je to kultura reperjev? V bistvu pri rapu je tako, da rap sam po sebi, vsak izvajalec ima veliki ego, ne. Ja. To vemo, ne, da zato je tudi pri rapu dostikrat prihaja do teh bojev oziroma battlov, ne, med MC-ji. Ampak jaz mislim, da ni šlo za nič takega tu pri nas. V bistvu začela smo ustvarjati pri založbi Woodies Band Records, ki jo ima preko mariborski reper MK in on je v naju video, recimo, mu je bila všeč najina glasba in smo pač začeli ustvarjati pod okriljem založbe Woodies Band Records. Ne. Ampak kateri slovenski reper se pa recimo temu obdržal na sceni? Težko reči. Težko je reči, v bistvu... Klemen ga ni. Jaz bi tako rekel, da mogoče, če se tudi ne pojavljaš v medijih, pa to ne pomeni, da te ni, ne, ker rap scena je vseeno toliko specifična, da je dosti reperjev, ki jih mogoče ne vidimo po medijih, ampak imajo vseeno polnijo dvorane in imajo koncerte. Pa delajo muziko sami, ne, pač pa ne izdajajo, ne. Za sebe. Ne, Za sebe dejansko, mislim, da ne izdajajo pod založbami ali pa kaj, ampak vseeno
imajo publiko, ne. Aha, kje pa se da potem videti kak koncert, recimo na pamet, če zdaj vidva rečeta, koncert repa, ali kako vi to rečete? Ja, kako rečete temu, ne? Kje je zdaj naslednji v Mariboru? Zdaj Kdaj je? naslednji, če gremo zdaj na splošno o repu, recimo zdaj mi dva nimamo ta trenutek v Mariboru, ker smo imela ravno pred dobrim tednom release albuma, na Lentu pa so... Tekoči kruh pa Bad Copy bo zdaj. Ja. Kjerega bo? 2. julij, na festivalu Lent, Večerov oder. No, okej, potem pa To se na da. primer bo zdaj taki dogodek, ko je res cool, ne, zdaj, ko se bo pač zgodil. Pač da se zdaj iz glave spomnim, ne, trenutno. Super. Tropski Night, Tropski Night, CD, verjetno že kje v prodaji, niste izdala zase, ampak za vas hvala obema za obisk v studiu. Najlepša hvala. Zdaj pa si končno poglejmo prvi video spot mladega mariborskega reperskega vala. I'm hungry. You can throw me butt naked in the jungle and I'll come out with the chinchilla coat, a leopard hat, 10 pounds heavier from eating them niggas. Food is fun. Quasi konkurenca se za mano tako senca. Plavi snotinte, delam jebene blueprinte. Toga ne poznam, vse kam imam ustvaril sam. Delam več od prvega, to loči me od drugega. Če je v denaru sreča, ti povedal bom čez leta. Ko maho bom z blindiranega benza. Sebi nosim levi apetit za poredice. Cash je kriptonit, pa s njim nočem poročice. Slaba hitro mine, denar ne zmanjša bolečine. Punca ne ostane in fuck kolege, amen. Oprosti, če po lifeu se spreham v trdi koži. Šipki folk prehitro v slepe ulice zavozim. Delam dalje, vem, da bliža se moj cajt na uri. Ti pa dalje išči destinacijo dopusta po brošuri. Svet na rami mami da obljubo, da mi rata. Zavezan z besedo, Prihajam iza Sparta. Hodimoš beseda, ker beseda je zaveza, vudi zban. Ne moreš tretje kleno, srce leva, ki ima plan. Bodi ko ostali, jaz bom raje kralj živali. S ponosom gledal sonce gor na skali. Hodimoš beseda, ker beseda je zaveza, vudi zban. Ne moreš tretje kleno, srce leva, ki ima plan. Bodi ko ostali, jaz bom raje kralj živali. S ponosom gledal sonce gor na skali. Jene sem za malco pojedel z enim pajsom, oblik z besedo, poleg vseh kao kolegov. Čakajo me past, a so padli svojo past. Me potiskajo do roba, igra groba je do groba. Ne raste mi še griva, samo mam srce leva. Kičila sled zavane je v zraku von džungle. Jaz ostajam ti na trdnih tleh, sredi rame. Niso daleč moje sanje, ker v roki hodi planje. Ti imaš samo čas, jaz pa časno besedo. Daj iz sebe nekaj bom naredil. Ful se mi mudi, moje minute so mi drage. Če prije dan, ko padem, jaz se stanem duhu zmage. Še vedno pišem zgodbo do te vsakodnevne sage. Skozi temo džungle pa do sončne obale. Eni niso prišli mimo straho in trepetov. Sem jih pokopal v dolini mrtvih poetov. Hodimoš beseda, ker beseda je zaveza, budi zbran. Ne more strete kleno, srce leva, ki ima plan. Bodi ko ostali, jaz bom raje kralj živali. S ponosom gledal sonce gor na skali. Hodimoš beseda, ker beseda je zaveza, budi zbran. Ne more strete kleno, srce leva, ki ima plan. Bodi ko ostali, jaz bom raje kralj živali. S ponosom gledal sonce gor na skali. Od repa oziroma hip-hopa pa ponovno k Mišo Kontricu, ki ga poznamo iz skupine Langa, kar v prevodu pomeni plamen. Miša, izvoli. Gelem gelem gollero mensa Maladile battallero mensa Gelem gelem gollero mensa Maladile battallero mensa
volim la reka lejaka. Kad si budve sardu i kaledraka. Celem rungole romenza. Maladile baftale romenza. Ai romane. Ai sciamure. V času festivala Lent v Mariboru že nekaj let zaživi tudi oder KMŠ, s katerim želijo popestriti dogajanje v mestu in spodbuditi mlade k kulturno-izobraževalnemu testovanju. Marko Škrget in Ana Povh, dober večer. Zdravo. Kateri so tisti dnevi, ki jih KMŠ beleži, polni v bistvu to lentovsko dogajanje? Lahko se pohvalimo, da so načeloma vsi dnevi v času festivala Lent polni. Vsak tak je kazalo v preteklosti, smo dobro polnili programe. Letos smo sestavili program, da je izobraževalno, kulturno in glasbeno obarvan. Torki so namenjeni izobraževanju. Prav danes poteka točno zdaj predavanje Jeste. Govornik Boris Šajnovič, predsednik društva Jeste Maribor, je govorec. In ima okroglo mizo o študiju v tujini, praksah in plačljivih praksah v tujini. Je pa bolj Jeste usmerjen za tehnične in naravoslovne smeri. Koncerti, četrtki, to pa vsi razumemo, zakaj gre. Kdo bo nastopil na hitro? Prvi četrtek bo nastopil Vlado Kreslin, kaj dosti o njem ne rabim povedati. Ne rabimo. Prečkali bomo celo Slovenijo od Goričkega do Pirana. Naslednji četrtek pa gostimo Perota Lušina, ko tudi vemo, da je neka zvezda v Sloveniji. Ja, verjetno pa čez kakšen dan ali pa dva pa ste že na Jurčkovem odru, ne? Tako. Klasika. Petki, sobote? Petki, sobote so bolj manj tradicionalno, razpaljutka, kak radi rečemo v klubu KMŠ. Dogaja se od 10 do jutranjih ur. Vsi dogodki, vsi prireditve v sklopu KMŠ so brezplačni, ni dobenih vstopnin. Nedelja in ponedeljek pa kot vsaka dobra restauracija, zaprto. Treba najti nekaj čas za počitek, za nabrati novo energijo, potem pa dalje delamo. Študentje prihajajo po večini na te dogodke ali koga? Večinoma je publika študentje, dijaki toliko ne, ker nimajo vstopa v klub, ampak so na tiste kulturne in potopisna predavanja vabljeni in so dobrodošli. Pač večer je vsaka zakonodaja, da pač ne smejo iti mladoletni v klub, ampak je bolj usmerjeno za študente, pa za študente iz tujine, ki študirajo v Mariboru. Torej, v bistvu, če zdaj greva k Erasmusu, torej študiji na tujem, oziroma da grejo naši študentje na tuje in da pridejo tuji študentje k nam. Imaš kakšen podatek, mogoče koliko trenutno imamo mi tujcev, tujih študentov v Mariboru? Približno se ne do zopet natančno. V bistvu se lahko Maribor kar malo pohvali s tem, glede na to, da smo tako malo mesto, je delež študentov, ki prihajajo na študij v tujino v Maribor kar visok. In sicer dobimo vsaki semester od 300 do tam nekje 300 študentov. Zdaj, mi ne vemo, kaj počnejo naši študentje na tuje. Tega ne vemo. Ker priznajva si, ne vemo, kaj počnejo tam, koliko je dejansko študija in koliko je zabave. Vemo, kaj počnejo tuji študentje pri nas. Kaj počnejo? Kaj delajo? No, najprej, da pač vemo tudi, kaj delajo naši študente v tujini, ker mi to delamo, da pač promoviramo študijsko mobilnost po fakultetah in kamor hodijo pač študente, ki so pa že šli na študij v tujino, pridejo nazaj in pač razložijo svojo izkušnjo, kakšno so jo imeli.
Pač nekaj je iz nekaj zabavnega, seveda, nekaj pa tudi so iskreni, ne, vsi. In so 100% so iskreni. Nekaj pa počnejo tuji študentje pri nas. Tuji študentje pa... Kako se jih recimo pozdravi? Najprej, ko pridejo v Maribor, kako se jih pozdravi? Zelo lepo je poskrbljeno za njih. Ja. Imajo naše društvo SNM Maribor in prireja dvotedenski Welcome Week program. Sveda. Ja, je kar dobro program. Sicer takoj, ko so oni vstopijo, še preden oni sploh pridejo v Maribor, jim je dodeljen mentor, ki skrbi za to, da je pač oni lahko prispejo, da se jim pove, kam morajo priti, kje je železnica, kje je njihov študentski dom, kako si zrihtajo. Kje so najbližji kafiči in kdaj bo zabava. In to seveda je to, in potem pa pač formalni del se pa začne z welcome receptionu na univerzi. In tako dalje, in tako naprej. S kakšnimi odzivi prihajajo potem naši študentje nazaj iz tujine? Recimo Portugalske, Španije, Finske, Ukrajine, Slovaške, vse Polske, Litve. Ja, v Erasmus program so vključeni pač vse države EU, razne Švice. S kakšnimi odzivi? Ki pa nijo Evropske unije. Ja, s kakšnimi odzivi, no, mislim, da... S katero državo so najbolj zadovoljni? To je pa težko reči, zaradi tega, ker so to take zelo osebne izkušnje. Bom rekla, da večina še vedno nekako gre najraje na toplejše kraje. Toplejše kraje se pravi pač Španija, Kanarski, nekaj takega. Se pa pač tudi dosti jih odloča tudi za severne Nemčijo. Odvisno zdaj, kako hočeš. Hočeš zabavati, hočeš pač še kaj tega več odnesti. Verjamem, da je veliko popraševanje po zabavi. Potopisna predavanja, zdaj vidimo posnetke iz Dakarja, se mi zdi, ne? Ja, o tem bo zdaj jutri. Jutri v sredo ob 20:00 v klubu KMŠ Simon Marčič se je letos prvič udeležil Rally Dakara. Bil je uspešen do njegovega padca, nažalost, ampak pravi, da zbira nove moči, nove partnere. Aha, v bistvu in takrat, ko je padel, je potem začel delati potopisno, zapisovati, v bistvu, da se ni vrnil praznik. V bistvu rekel, kaj smo se pogovarjali, da ima 1001 zgodbico povedati o Rally Dakaru. Od začetka, kako je prišlo do tega, da je začel sploh razmišljati o Rally Dakaru, potem do pridobitev ekipe pravilne, ker je zelo težko dobiti, tudi sredstva. Nastop na Rally Dakaru je res veliki znesek v evrih in se res trudi in kondicijsko in finančno pridobiti neke partnere, da bo naslednjo leto pokazal še več, kot je zdaj. Ja, pa vsega nerazkritne. Naslednji teden pa predavanje, potopisno predavanje o Indiji, pa tudi tisti, ki se želijo udeležiti recimo kakšnega študija v tujini, zabave v tujini, da tako rečeva. V KMŠ, hvala lepa obema, uživate še naprej, pa na Lent pojdite danes, čeprav doživuje. Vredo? Hvala. Za kulturno izobraževanje, predvsem pa odpravljanje predsodkov o Romih skrbijo tudi glasbene zasedbe in posamezniki. Včasih je Mišo to počel s skupino Langa, zdaj pa je na samostojni poti. There's a calm before the storm. I know he's been coming for some time. When it's over, so they say, if the rain, the sun will tear. I know, and it can't stop, I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on Sunday? I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on Sunday? Day and days before, sun is cold, the rain is hard. I know, be that way for all my time. If forever long it goes, to the circle fast and slow. I know, and it can't stop, I wonder. I wanna know,
Have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Ta petek in soboto bo na Živem dvorišču na Gosposki ulici prireditev Živa knjižnica. Gre za projekt, v katerem so knjige ljudje, posamezniki z različnimi zanimivimi, nenavadnimi, posebnimi življenjskimi zgodbami, ki so jih pripravljeni deliti z drugimi. Zgodbo o živi knjižnici pa bo zdaj z nami delila Mateja Pačnik. Dober večer, Mateja. Dober večer. Živa knjižnica ne bo letos prvič, ne? Ne. Pa vseeno se mi zdi, da še je ne poznamo tako zelo fejst. Res je, Živa knjižnica se bo sicer letos v Mariboru odvila petič, ampak ker gre za dost abstrakten koncept oziroma projekt, je fajn vsako leto znova malo razložiti, v bistvu, zakaj pravzaprav gre. Ampak verjetno so neke pozitivne izkušnje iz preteklosti bile, da ste pravzaprav da obujate ali pa oživljate vsako leto znova, ne, Živo knjižnica. Seveda, tako pozitivne izkušnje obiskovalcev oziroma bralcev, ki so se Žive knjižnice udeležili, in pa tudi knjig, ki sodelujejo z nami že v bistvu vsa ta leta. Zdaj, da ne bodo gledalke in gledalci debelo gledali pa poslušali najo, ne, kaj je zdaj ta Živa knjižnica, kako deluje ta koncept? V bistvu je pravzaprav zelo preprosto, ker deluje tako kot prava knjižnica. Tako kot pravi knjižnici tudi pri nas obiskovalec oziroma obiskovalka pride, tam imamo knjižnični pult, pogleda, kaj je na voljo za izposojo, se včlani, dobi knjižnično izkaznico in potem gre brat. To branje pa poteka v čitalnici in poteka v obliki pogovora, torej lahko ta bralec... Tu se začne to, ne? Tu se začne komplicirati zadeva, ja? Torej, ta pogovor je bralec oziroma bralka lahko vpraša karkoli živo knjigo, kar ga pač zanima iz tega določenega profila, ki si ga je sposodil. Za kakšne profile, za kakšne knjige, zdaj, če govoriva o ljudeh kot o knjigah? Gre za ljudi, ki jih v bistvu nimamo možnosti srečati v vsakdanjem življenju oziroma imajo neke posebne zgodbe, recimo konkretno gej, veganka, oseba, ki je prebolela motnje hranjenja in podobne. Letos bo ponujeno ravno to, v preteklih letih vem, da je bilo to, ne? Tudi to, vendar smo malo posodobili ta naš knjižni katalog. Vsako leto se trudimo, da ponudimo neke nove ali pa nenavadne profile, ki jih bodisi še nismo imeli, bodisi so jih obiskovalci predlagali. Recimo, za kakšne knjige, po katerih knjigah je največje povpraševanje? Vedno je zelo bran gej. Tudi mama lezbike je bila svojevrstna rekorderka v številu izposoj, oseba z izkušnjo izgube spomina. Aha, in kako se potem spomni tega, kako je izgubila spomin? Mislim, čisto tako me zanima. Na svoj vrsten način. Jaz se nisem brala, tako da težko povem, ampak so bile v bistvu obiskovalci zelo navdušeni nad tem profilom, ker je vseeno neka taka izkušnja in tega človeka nimaš priložnosti srečati v vsakdanjem življenju. Za koliko časa pa si lahko sposodimo to knjigo, kar verjetno cel dan ali pa za domov ne moramo, ne? Ne, za domov prav gotovo ne, branje je omejeno, nekje do pol ure oziroma da se podaljšati tako da do 45 minut. Kaj želite doseči s tem projektom? V bistvu gre za razbijanje nekih mitov, ampak vseeno, verjetno je kakšen višji cilj tudi. Predvsem to in pa to, da se ljudje seznanijo z zgodbami ljudmi, da v bistvu ugotovijo, da ima vsak seboj nosi neko svojo zgodbo in da se mogoče zavedajo, da v vsakdanjem življenju vse preveč posplošujemo stvari, da je vsak izmed nas nek edinstven in da pač neke stvari, ki veljajo mogoče za koga, se ne da posplošiti pač na celotno skupino. Verjetno obstajajo kakšne dobre izkušnje, jih poznate?
Ja, Kdo kakšen stereotip pri sebi razvil, recimo? Recimo zelo presenetila me je gospa, starejša gospa, okoli 70 let, ki si je sposodila geja in je bila prav navdušena nad njim. Ja. In zelo pač pozitivno presenečena. In pa en, recimo starejši par srednjih let, izposodila sta si metalko. Prej nista v bistvu ne poznala te zvrsti glasbe, nobenega benda. In potem ima je naša knjiga naštela nekaj bendov, so se pogovarjali o tem. Malo glasbo zavrteli, zaplesali še na koncu. Pa sta naslednjič prišla spet na živo knjižnico, sta jo tam pocukala za rokav in sta rekla, da sta poslušala te skupine in kako je super in da jima je prav všeč, kar jima je predlagala. To se bo dogajalo zdaj, ne? Petek, soboto. Drži. V času Lenta. Ja. Je zaradi tega morda tudi kaj več povpraševanja po knjigah? Lažje in težje. Zakaj? Zaradi tega, ker se pa vseeno toliko dogaja. Seveda je veliko ljudi. Konkurenca je večja, ne? Ja, seveda je veliko ljudi, ampak tudi veliko dogodkov. Kam naj ljudje, torej še enkrat ne, kam naj ljudje pa kdaj naj pridejo? Verjetno ne zjutraj pa, ne vem, ob polnoči. Torej, živa knjižnica iz koncerta, ne? Se bo dogajala ta petek na Gosposki 11 na Živem dvorišču med 3. in 7. uro in pa v soboto med 11. in 7. uro zvečer. Tvoj predlog za knjigo, katero si sposoditi letos, katera bo hit? Težko napovem. Nekoliko jih je sploh? Tam do 25 vsak dan. Aha, ok. 25 različnih profilov. Dobro, to je kar, ja. Predlog. Mislim, da Slepa športnica. Slepa športnica. Dober predlog. Hvala ti za obisk. Pa se vidimo. Hvala. Ponovno je čas za nekaj glasbenega premora. Kot ste lahko že ugotovili, za glasbo danes skrbi Mišo Kontrec. Kakšno noč, ko pištolka prespi, podri sečo v meglu, ti sam v njimi stoji, še noge nad vodom, ko pa žare pregrize temo, prebudimo se in se. Enim ti kapljo v oko, drugim dal bo med, namesto koga roža cveti, namesto koga sem jaz. Katera koža najbolj diši, čigava pesem rabi moj glas. Če pa trava nad mojo zemljo bo premogla kak cvet, enim tiho kapljo v oko, drugim dal bo med, namesto koga roža cveti, namesto koga sem jaz. Štera koža najbolj diši, štera pesem nica moj glas. Hej! Hej! Hej!
Za vas imamo pripravljeno nagradno igro, zato pokličite. Telefonski številki sta 02420 12 44 in 02420 12 50. Prejmete lahko družinsko vstopnico za ogled vseh večjih kulturnih in naravnih znamenitosti na Goričkem. Kot verjetno veste, imamo v Sloveniji veliko krajinskih parkov, vendar se tisti na Goričkem po nečem razlikuje od drugih. Vi pa morate povedati, po čem. A je krajinski park na Goričkem največji krajinski park? Ali B, je to krajinski park, kjer vse leto rastejo gobe? Ali C, je to park, v katerem pade najmanj dežja? Odgovor pa prav gotovo pozna Mišo Kontrec. Mišo, dober večer želim. Dober večer. Ampak ga ne boš zaupal tega odgovora, ne? Ne. Kolikokrat si že bil v krajinskem parku Goričko, glede na to, da si Prekmurec? Naj ti povem? Ja, povej, zato sem vprašal. No, glede na to, ka prihajam z Prekmurja, ogromno se potekam gor po Goričko, moram pa priznati, ka še nisem bil. Ampak si bil še na gradu grad, verjetno, ne? To pa No, definitivno. to je krajinski park Goričko, pa Vulkanija, pa... Samo to Vulkanijo sem si pa še ne pogledal. Moraš iti enkrat. Moram iti enkrat. Langa, ne, je bila aktualna še, se mi zdi, da pred enim letom, zdaj pa ne več, nisem sledil zgodbi, kaj zdaj se končala ljubezen z Lango, pa si zdaj na samostojni poti ali še vedno skupaj igrate, kaj zdaj s tem? Pa ne, v bistvu ljubezen se ne more nikoli končati. To je, no, okej, no, ne more. Ne sme se. Okej, ne sme se. V bistvu sem šel svojo pot, na nek način ohranjam to našo tradicijo, kot so etnoinštrumenti. Danes smo bolj prišli v taki manjši zasedbi, drugače... Pa si še več ali kaj? Jo, seveda. Koliko? Kako več? 6. Drugače, ja. To je drugače še bobnar, basist, harmonikaš, tako da je večja zasedba. Moram pa povedati tudi, da drugače tudi hodimo v taki manjši zasedbi igrati po Abrahamih porokah in tako naprej. Takrat je pa še polovna zabavna glasba, od Balkana do vsega. Nega ka nega. Ja, malo EPP-ja pa si naredil, ne? Malo reklame. Ne, se pravi, da si izkoristil priložnost. Ne, čisto prav je. Hvala Bogu, zato je. Kaj zdaj ustvarjate kaj na novo, delate svoje lastne skladbe tudi ali v bistvu preigravate prekmurske, nekaj priredb tudi je, ne? Definitivno delamo nekaj, v bistvu igramo, kot sem že prej menil, od Prekmurja do Balkana, ne? Ampak že ustvarjamo nove skladbe, ne? Zdaj se jih bo dalo slišati, ker tu je bila danes ljubim cigana Jana, to je od Lange, je, ne? Ne, v bistvu ni, ker to pa je... Od Saška Lenderov? Ne, tudi ne. To je priredba, ne? To moramo zelo paziti, ker to je pa zelo stara ciganska, tradicionalno ruska pesem, ne? Je pa to priredba, ne? Cigana, ljubljiv cigana Jana, ne? A tam je tudi Jan? Ja. Ja, pa Dželem, tudi ni vaša zdaj? Ne, jaz čakam na tisto, ne, da bo rekel Mišo Kontrec, jaz sem pa komad, ne, in zdaj pa ga mora cela Slovenija slišati. V bistvu delamo na tem, komadi že nastajajo, ampak... Kdaj bo za album? Kdaj jih bo 12? Zaradi tega tako dolgo časa traja, ker jih bo 16. Ker jih bo 16? Lahko celo dvojnega trpiš, ne? Mi nekako imamo eno tako posebno kulturo, ker ne smemo imeti parne številke 12, ne? To lahko neko nesrečo prinaša, ne? Samo 16? 16 pa pol. A ja, intro bo prva, ne? Na začetku oddaje sem že povedal, da v bistvu si se ti naučil igrati na violino med spanjem, v sanjah. Mislim... Ja, to je že ena, v bistvu,
ta zgodba... To je žena rekla, ali kaj? Ne pravim, to je žena. Že ena stara zgodba, ki se je že nekaj časa govori o tem, katero zgodbo sem seveda prej zaupal Feriju Lanšku, ne? In pol se to še nekako po teh medijih vleče in nekako pol... Ne, veš, kaj mene zanima zdaj, če je to res ali ni res. Je res. Kak? Je res. O tem bi lahko še debatirali danes, ampak bi ostali tukaj definitivno do 2 zjutraj. Torej bova zaključila s tole violino, ne? Tako. Pa greva dalje, ne? Zdaj, ne samo oder, ne? Tudi film, ki je blizu, ne? Traktor ljubezen, rock'n'roll. Ja, jaz sem v bistvu zelo srečen, da sem takrat dobil eno priložnost strani Đurota, Branka Đurića Đurota, da nam je dal to priložnost, ne, da smo, kajti film je čist drugače kot pa video spot, ne. Ja, absolutno. In da dobiš... Kakšna izkušnja, daj mi povej. Nepopisna. Kajti imeti ob sebi takega igralca, kot je Đuro, režiserja in poligrati eno vlogo v filmu, to je nekaj prekrasnega. Pa ti mislim, da bi lažje bi zaigral, ne, v bistvu, kak si se počutil, kot pa povedal. Definitivno. Definitivno, ja. Definitivno. Ne maraš izraza Rom? Ne. Pravlično. Zakaj ne? Ne vem, nekako mi pravlično. Ker jaz pa moram uporabljati Rom namesto Cigan. Ne, pa mi je, ja... Ne vem, kdo je režiser. Ja, ne, glej, imam tem težave. Vse je definitivno. Tudi jaz uporabljam za druge. Ne vem, igramo cigansko glasbo, jemo cigansko pečenko, ne? Točno, ja. Ciganski golaž. Ciganski golaž, ciganski temperament, vse po svetu se več ali manj uporablja beseda gypsy, gypsify, ne vem, glasba, gypsy swing in tako naprej, ne? Zdaj, odvisno do človeka, kako to sprejme, kako stvari dojema in razume, ne? V glavnem, ti imaš raje, ne? Da rečejo pač cigan, pika in je to. Ja, odvisno, vse je odvisno v katerem tonu, ne? Ja. Vse je odvisno. Glavno, da je ciganska glasba, pa da je ta dobra. Hvala. Definitivno. Hvala. Če še ne veste, kaj bi počeli od petka do nedelje, imam za vas predlog. Na Ptujskem gradu potekajo že 12. Ptujske grajske igre. Za obzidjem se bodo ponovno zbrali pogumni vitezi, lepe gospodične, plemstvo in meščanstvo, trgovci in rokodelci. Zato si jih pojdite pogledati. Cenjeni gledalke in gledalci, hvala, da ste bili z nami skozi celotno sezono. Kdo ve, morda pa se septembra spet vidimo. Srečno! Oči pejt, no, spet bova zamudila. Ja, no, da ne bi živčna, lepo te prosim, no. In da ne bi bilo slučajno tazga srajna kazanč, jasno? Ja, oči. Čez 2 urci sva nazaj. Dio, oči. Dio, mami. Maestro, música!
se živo muva, muva, nam pale važno je da garicam druva. Seksi atmosfera fascinira i cijepla večera se rotira. Gas, gas, 1, 2, 3, mi delamo, galamo i super se imamo. Gremo zdaj vsi skupaj da naredimo res galamo. Galamo, galamo, mi delamo galamo. Galamo, mi delamo galamo. Galamo, mi delamo galamo. Mi delamo galamo i super se imamo. Čekiraj na fejsu, kaj in kje dogaja, mi te že čakamo pred vrati raja. Sex on the beach, pina colada, dolce gabbana, sama fesiada, DJ nabija, huda energija. Seksi atmosfera fascinira in cijepla večera se rotira. Gas, gas, 1, 2, 3, gremo. Mi delamo, galamo i super se imamo. Gremo zdaj vsi skupaj da naredimo res galamo. Če ne bo konc galame, preden preštejem do 3, bom poklical 1, 1, 3. Jasno? Sari! Galamo, galamo, mi delamo galamo. Galamo, galamo, mi delamo galamo. Galamo, galamo, mi delamo galamo. Mi delamo galamo i super se imamo. Živo, živo, opa! Mi delamo, galamo i super se imamo. Gremo zdaj vsi skupaj da naredimo res galamo. Galamo, galamo, mi delamo galamo. Galamo, galamo, mi delamo galamo. Galamo, galamo, mi delamo galamo. Mi delamo galamo i super se imamo.